Lepo pozdravljeni, spoštovani novinarji, novinarske in snemalne ekipe. Tudi v letu 2026 nadaljujemo nekako z našim tempom predstavljanja novih inovativnih metod zdravljenja, ki jih zagotavljamo za naše paciente. Danes smo vas povabili, da vam predstavimo personaliziranje zunanje oporo za aorto, zelo pomembno novo metodo, ki jo od decembra izvajamo v kliničnem centru. In besedi za predstavitev, zakaj gre, prosim docenta doktorja Ivana Kneževiča, strokovnega direktorja kirurške klinike in tudi kardiokirurga, ki je opravil te posege skupaj z doktor Jelencom. Lepo prosim, doktor Kneževič. Najlepša hvala. Spoštovani predstavniki medijev, danes vam z velikim ponosom sporočamo, da smo prvič uspešno izvedli 3 Pearsove procedure ali 3 Pearsove operacije. To je personalizirana zunanja podpora aortnega korena, kot je bilo že omenjeno. To predstavlja pomemben mejnik za našo ekipo in predvsem pa velik napredek za naše bolnike. Pears operacija je v bistvu revolucionarna metoda za zdravljenje razširitve, kako rečemo, dilatacije aortnega korena in same aorte, kjer izhaja iz srca, in ohranja lastno bolnikovo aorto in njegovo zaklopko, namesto da jo nadomestimo z umetno žilno protezo in umetno oziroma biološko zaklopko. Ta poseg preprečuje nadaljnje širjenje oziroma dilatacijo same aorte in s tem praktično izniči tveganje za življenjsko nevarno raztrganino aorte. Za bolnike to pomeni, kot sem že omenil, ohranjanje lastne aorte in njegove lastne zaklopke, izogibanje doživljenjskem jemanju antikoagulantne terapije za zmanjšanje strevanja krvi, bistveno boljšo kakovost življenja ter zmanjšano tveganje za zaplete, ki nastajajo po menjavi aorte in ustavitvi umetne oziroma biološke zaklopke. Ta dosežek potrjuje našo zavezanost k uvedbi najsodobnejših in najvarnejših metod zdravljenja in nas uvršča to našo ustanovo definitivno med redke centre v širši regiji. Moram povedati, da se ta poseg izvaja zdaj vse skupaj v 15 državah na celem svetu in približno v 50 bolnišnicah. Tukaj sta 2 centra v Italiji, 2 v Avstriji, par centrov v Nemčiji, več jih je v Angliji, nekaj v Belgiji. Tako da bi vam mogoče zdaj pokazal samo kako v kratkem filmčke, kako izgleda sam poseg, na to bo dr. Jelenc še pojasnil, kako pripravimo in ugotovimo, kakšno je, kako se izdeluje ta proteza, pa boste par besed še od anestezije. Pa profesor Farad še povedal tudi nekaj o temu in na koncu še bo še pacient sam povedal svoje izkušnje, gospod Kresal. Poglejte, prvo, to je zdaj odprt prsni koš, prerezana prsnica. Zdaj prvo moramo ločiti aorto od vseh okoličnih struktur, predvsem tu od pljučne arterije. Jaz bom šel hitro naprej. To jo ločujemo, moramo jo ločiti čisto do samega obroča aortne zaklopke iz zunanje strani. Tukaj gremo okoli tu, tukaj je trak okoli aorta, tam od zgore je pljučna arterija, vidite, srce utripa, dela normalno. Posebne občutke bo še povedala anestezija med operativnim posegom, katero mora skrbeti za ustrezen pritisk. Tu se gre okoli leve koronarne, leve venčne arterije. Pol pa na to še se isto odstrani vso tkivo okoli desne venčne arterije in tudi naredi prostor za ustavitev te opore. Mogoče je bilo za poudariti, da če se ta venčna arterija poškoduje, srce odmre. Ja, je kar poseg, moram povedati, da je tehnično izziv.
Pa vidite, zdaj ta trakec damo okoli desne venčne arterije. V glavnem po statistiki tudi 80% jih uspejo narediti brez uporabe izventelesnega obtoka. Če bi bil pa bolnik nestabilen, da bi recimo tlak padel, pa se lahko gre tudi na izventelesni obtok. Ni neka strašanska škoda, vendar so nekateri vplivi, katerim se zdaj tudi v tem primeru izognemo. Vidite, pol pa se postavijo šivi na zunanjo stran korena aorte, zato da držijo to oporo, oziroma to zunanjo oporo, da ne zdrsne. Pol, evo, to tako izgleda ta zunanja, ki je v bistvu custom made, personalizirana, narejena točno po vsakemu bolniku. Označimo mesta, kjer bomo te šive postavili in fiksirali. Pol postavimo to mrežo, vidite, pod venčnimi arterijami, pod levo in tu pol pod desno fiksiramo. Zašijemo, to je še vedno fiksiramo spodnji del, zašijemo skupaj. To gremo že proti koncu. Vidite, in pol bom še, to se pa še zašije in to je končni rezultat. Tako na koncu izgleda, je v bistvu aorta ovita praktično od korena, od začetka korena, od aortne zaklopke, do obroča aortne zaklopke, do odcepišča vratnih arterij. Tu je še malo statistike, vam pokažete, da metoda je relativno nova, ta število centrov, vidite, da je dosegla zdaj nekje okoli 50 centrov, kot sem že prej povedal, število posegov pa narašča, metoda postaja vse bolj uveljavljena. To so podatki od novembra lani, 1500, več kot 1500 jih bilo narejeni, starost 3 do 82 let. Se logično bo mogoče kdo vprašal, zakaj 3-letnemu se to ne raste, ampak ta 3-letni otrok je imel že tako razširjeno aorto, da je že dosegala velikost, ki je normalna za odraslega. Tako da je v bistvu aorta pol dosegla, pa otrok pa raste naprej, brez širitve aorte. Pojete, dva bolnika imata izkušnje več kot 20 let, niti eden od teh ni imel več pol, niti ta aorta ni počela, niti se ni razslojila, pri niti enem teh bolnikov. In še dodatno je pri 14 ženske 15-krat uspešno zanosilo, ker tudi sami verjetno veste pri tako razširjeni aorti, da je glavni strah in nasvet bi bil, da naj ne bi ostale pacientke noseče. Hvala. Najlepša hvala docentu dr. Ivanu Kneževiču. Zdaj pa prosim še dr. Matija Jelenca, prav tako kirurga, ki je skupaj z dr. Kneževičem opravil te 3 posege, če morda pojasnite tudi primerjavo recimo z drugimi bolj invazivnimi posegi, ki se tudi izvajajo, oziroma nam še pojasnite vidike, ki Ja. Zdaj bo mogoče začetek nekaj besed povedal o naših bolnikih. Zaenkrat smo naredili 3 bolnike. V osnovi je postopek tak, da pri vseh bolnikih naredimo CT-angiografijo, se pravi slikanje prsnega koša s kontrastom. Potem pa te slike pošljemo na to podjetje v Veliki Britaniji, ki izdeluje te mrežice, in oni potem naredijo po meri tak 3D model, ki ustreza v bistvu bolnikovi anatomiji, in na tem modelu potem spletejo to mrežico, ki jo potem mi usadimo. Zdaj, vsi naši bolniki do sedaj so bili moški, kar je nekako razumljivo, ker je ta bolezen pogostejša pri moških. Vsi so imeli tudi dvolistno aortno zaklopko, ki je pravzaprav tudi en od dejavnikov tveganja za razširitev. Normalno je ta zaklopka 3-listna. Zdaj, če gremo kar po pacientih, prvi pacient je bil 49-letni moški. Zdaj pri njemu vidimo, najširša je bila aorta v tem spodnjem delu, to je koren aorte, se pravi ta del, kjer izhajata obe koronarni arteriji, in tukaj se v notranjosti nahaja tudi aortna zaklopka. Pri njemu je bil ta primer 51 mm, zaklopka je normalno funkcionirala z minimalno aortno regurgitacijo, se pravi minimalno je puščala.
Ja, normalne dimenzije v tem delu so okrog 3 cm in pol pri moških. Zdaj, pri njemu je poseg potekal brez kakšnih zapletov, tudi ni potreboval nobene transfuzije. V bolnici je bil potem en teden in potem odpuščen v dobrem stanju. Zdaj, naslednji bolnik je bil 45-letni moški, prav tako tle vidimo aorto, zdaj pri njemu je bila najširša v tem ascendentnem delu, tudi je imel dvolistno zaklopko z blagim puščanjem zaklopke, poseg potekal brez zapletov, ni potreboval transfuzij, je imel pa enega izmed teh zapletov, ki so kar pogosti lahko pri tej mrežici, in sicer povišano telesno temperaturo, brez kakšne okužbe. Zdaj, ta bolnik je imel še dodatno smolo, da je bil v stiku z gripo, tako da je bil malo dalj časa pri nas, je bil odpuščen po 9 dneh. Potem je pa še zadnji bolnik, to je gospod, ki je tudi danes z nami. Pri njemu je bila razširjena predvsem tale ascendentna aorta na 50 mm, tudi dvolistna zaklopka z minimalnim puščanjem, poseg potekal brez zapletov, odpuščen že po 5 dneh, je imel pa potem povišano temperaturo po odpustu domov, pa bo mogoče to potem sam malo več razložil, kakšen je bil nadaljnji potek. Zdaj, komu je ta poseg namenjen? Se pravi, rekli smo aneurizma, torej razširjenje korena aorte ali pa ascendentne aorte, in to je najbolj pogosto pri kakšnih dednih boleznih prsne aorte, kot je Marfanov sindrom, Loeys-Dietz sindrom in druge. Potem zelo pogosta je ta dvolistna aortna zaklopka, ta se pojavlja nekje v 1% populacije, in je pogosto pri tej zaklopki tudi seveda pride do razširitve. Potem so pa še drugi vzroki, večinoma zaradi visokega pritiska. Zdaj, pogoj, da lahko ta poseg naredimo, je seveda normalno delujoča aortna zaklopka z največ blago aortno regurgitacijo oziroma največ blagim puščanjem te zaklopke. Če je zaklopka tudi okvarjena na nek način, so potem drugi posegi, ki jih opravljamo že mnoga leta, operacija po Bentalu, operacija po Davidu, se pravi, tam pa zamenjamo žilo z umetno žilno protezo, ne pa tako kot tukaj, ki v bistvu samo uvijamo. Zdaj, pri kakšnem primeru se odločati za ta poseg, zdaj, večinoma okrog 50 mm, so pa seveda pri dednih boleznih prsne aorte pa dodatnih dejavnikih tveganja je lahko primer tudi nižji, 45 mm, v nekaterih primerih tudi 40 mm. Zdaj, kakšne so glavne prednosti? Rekli smo že prej, to je operacija brez zunajtelesnega krvnega obtoka, ki ima tudi ene svoje možne komplikacije. Majhna izguba krvi je v tem primeru, tako da večinoma ni potrebe po transfuziji, bolnik ohrani lastno zaklopko, lastno aorto, tako da ne potrebuje po posegu nobene dodatne terapije, še posebej ne antikoagulantne, ki pravzaprav precej omeji življenje, in seveda bistvo tega posega, nekak način življenja je ohranjen, ko smo že prej slišali, ženske lahko zanosijo, ljudje se lahko ukvarjajo s športom in tako naprej. Tako da tukaj bi jaz zaključil. Najlepša hvala, dr. Matija Jelenc. Z nami je tudi anesteziologinja Urška Žerjav iz kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, enota za kardiovaskularno kirurgijo. Pa vas tudi prosim, če lahko z anesteziološkega vidika pokomentirate, pojasnite, kako je potekal sam poseg. Ja, to je bil kar precej zanimiv poseg, v bistvu zelo zahteven tudi z anesteziološkega vidika, zato ker v bistvu, kot je bilo že nekaj omenjeno, je to poseg, pri katerem prihaja do zelo velikega hemodinamskega nihanja, hkrati obstaja tudi možnost intraoperativne rupture oziroma poke te razširjene aorte. Tudi kljub tem dejstvom bolnikov nismo priključili oziroma prevedli na zunajtelesni krvni obtok, ki nam sicer ob številnih kardiovaskularnih operacijah nudi neko oporo v zagotavljanju integritete funkcije cirkulacije, tako da smo bili postavljeni kar pred en tak izziv vzdrževati in ustvarjati to hemodinamsko stabilnost, zato ker se pri tej operaciji dogajajo izredno veliki mehanska manipuliranja s srcem, prihaja do neizbežnih pritiska na aorto, na druge velike žile v prsnem košu,
hkrati lahko pride tudi do izvajanja prehodnih aritmij, ter ob nameščanju te opornice v predel koronarnih usti pa tudi do dejansko miokardne ishemije. Tako da potem moramo anesteziologi tle delovati kot nek, po domače povedano, amortizer, ki v bistvu vse te, ki delamo v tej smeri, da vse te mehanske manevre pač ne pustimo, da bi se prevedli v neko destabilizacijo, tako da bolnik ne utrpi neke permanentne škode oziroma delujemo celo tako, da večino časa poskušamo ustvarjati neko stanje, ki je podobno fiziološkemu. V ključnih predelih operacije moramo ustvarjati tudi tako imenovano permisivno hipotenzijo, to se pravi, moramo ustrezno znižati krvni tlak, ampak še vedno na neko varno, za bolnika varno raven, da ob kirurških manevrih pomagamo zmanjšati možnost, da pride do rupture te aorte. Vse to je možno s tem, da v bistvu že preden začnemo s samim posegom nad bolnikom, začnemo izvrševati en tak zelo natančen, ampak vseeno celovit hemodinamski in nevromonitoring. Tehnologija današnjega časa nam z različnimi pristopi nudi izreden dober uvid v trenutno dogajanje v bolniku in na podlagi tega klinične slike, vseh teh spremljenih parametrov in tudi poteka operacije, potem mi ustrezno reagiramo z zdravili, z dajanjem ustrezne količine tekočin, pa tudi z določenimi mehanskimi potezami, tako da v bistvu na koncu ne pride do tega, da tarčni organi, kot so zlasti možgani, ledvice in pljuča, ne utrpijo nobene škode oziroma tako, da je ta škoda čim manjša. V tem moramo biti, pri tem je zelo pomembno, da poznamo korake operacije, tako da v bistvu že prej izvedemo neki tak suh trening, da točno vemo, kdaj se bodo predvideni vsi ti mehanski, vse ta mehanska nihanja in v bistvu delujemo proaktivno, smo že en korak pred tem in sploh ne pustimo, da ti mehanski manevri rezultirajo v kakršnem koli nihanju. Včasih potem izolacno delujemo nadležnje, ampak vse v luči tega, da je celosten izhod bolnika po operaciji dober. Najlepša hvala. Z nami pa je tudi pacient Aleksander Kresal. Zdaj ste verjetno prvič tako podrobno slišali vse faze, pa tudi videli slikovni del samega posega. Ko sva se pogovarjala, ste rekli, da ste za razširitev aorte izvedeli kar precej pred operacijo, kakšno leto oziroma celo več, da kaj je to za vas pomenilo, kakšen režim za operacije in v bistvu, kako je zdaj? Hvala za besedo. Pred operacijo v bistvu sem bolj športno naravnana oseba in se ukvarjam z raznimi športi oziroma rekreativnimi, od plavanja do windsurfinga, ki mi je zelo blizu in ga zelo občudujem. Potem tudi kolesarjenje. No, ko sem pa izvedel za to diagnozo aneurizme, se mi je praktično svet podaril. Nič več nisem smel početi tega, kar sem najrajše počel. Bili so samo kratki sprehodi, to je bilo največ, pa kolesarjenje z električnim kolesom. Tako da sem bil zelo vesel, ko sem izvedel, da me bodo pač operirali v kliničnem centru za to novo tehnologijo, ki mi pač tudi omogoča, da bom zdaj, ko sem dal to skozi, to operacijo, vse skupaj, da bom zopet lahko počel to, kar sem prej počel pred samo operacijo. Zdaj, po sami operaciji, ki so me operirali, sem bil prvi teden, malo sem imel temperature, v bistvu so bile bolečine tega prsnega dela, kar je normalno, ker se pač odprt. Ampak to je bilo potem z vsakim tednom bolje in bolje. Tako da recimo zdaj po dveh mesecih, recimo že kar 14 dni nazaj sem že tudi Šmarno goro prehodil, na Rožniku sem vsak dan praktično enih 7-8 km naredim. Počutje je top,
tabletov ne jem, kar je zelo poglavitno in to se vam res zahvaliti ekipi, katera me je operirala in skratka tudi celotenemu 7. nadstropju kliničnega centra, ki so poskrbeli za res, da sem tle, kakor sem ta moment. Tako da, toliko na kratko, no, res sem izjemno vesel in zadovoljen, da je to za mano in se veselim nadaljnega življenja, katerega sem imel pred tem, ko sem izvedel za to nesrečno aneurizmo. Hvala. Najlepša hvala. Z nami je tudi profesor dr. Zlatko Farag, strokovni direktor interne klinike, internistika oziroma internisti ste tisti del medicine, tisti del kliničnega centra, ki v bistvu ste pred operativnim posegom, ste v tem diagnostičnem posegu, pa če nam morda lahko osvetlite še ta del. Ja, hvala. Skratka, dve področji internistike ste tukaj predvsem vpleteni, ena kardiologija, druga sožilne bolezni ali pa bi rekel kardiovaskularna medicina v širšem pomenu. Pogosto se pogovarjamo o srčni kirurgiji ali pa žilni kirurgiji posebej. Jaz bi izpostavil, da pravzaprav prednost našega kliničnega centra je ravno v tem, da imamo to multidisciplinarno možnost, kot je sam pacient povedal, v 7. nadstropju, pa še malo 6. zraven. Skratka, zakaj je to pomembno? Zato, ker seveda lahko izberemo in prav ob tej metodi to posebej treba poudariti, za pacienta najboljše možno zdravljenje. Seveda ta metoda ni primerna za vse, kot je bilo že poudarjeno, ampak za izbrano skupino s pridobivanjem izkušenj bo seveda delež teh pacientov v celotni populaciji večji. Ne vem, če je bilo povedano, ampak podatki govorijo o tem, da naj bi letno zbolelo s to boleznjo, z razširjeno ascendentno aorto nekje 6 ljudi na 100.000, kar pomeni približno 120 pacientov na leto dodatnih. Zdaj seveda ne operiramo vsakega takoj, ampak ko so izpolnjeni tisti pogoji, ki pacienta posebej ogrožajo. So bile podane določene dimenzije. No in to skrbno spremljanje je seveda v rokah kardiologov in zlasti znotraj tega tistih, ki se ukvarjajo posebej poglobljeno z slikovno diagnostiko, kajti treba je odreagirati v pravem času z pravim, kot rečeno, že posegom. Zelo slikovita je etiologija, nekoliko je bilo nakazano, seveda tak zelo pogost dejavnik je hipertenzija, pa še kaj, kar prispeva k aterosklerozi, so pa tu zelo vpletene genetske bolezni, bodisi vezivnega tkiva ali sicer še nekatere druge, ampak to so že potem podrobnosti. Skratka, pod črto, jaz mislim, da je tudi uvajanje teh metod in uspešno in učinkovito zdravljenje možno in predvsem izvedljivo, s sodelovanjem več disciplin na enem mestu. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj za zaključno misel pa prosim docenta dr. Marka Juga, generalnega direktorja. Ja, danes se spet lahko zahvalimo tem izjemnim ekipam, ki v tem interdisciplinarnem duhu gradijo prihodnost slovenskega zdravstva v UKC Ljubljana. To so morda na videz majhni koraki, ampak važno je, da se pot strmo vzpenja in nadaljuje in omogoča našim bolnikom, da doma prejmejo zdravljenja, ki so sicer dostopna samo v najbolj vrhunskih centrih. To je ta največji premik. S tem dokazujemo, da smo v tem delu Evrope center vodilnih centrov in trudili se bomo, da to tudi ostanemo vnaprej. Tako da iskrena zahvala vsem, ki ste sodelovali in bolnikom, ki ste nam zaupali in pokazali bomo še več norih stvari. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa vprašanja. Katja Arha, Radio Slovenija. Profesor Fras je rekel 120 bolnikov na približno na leto, naj bi to bolezen imelo, koliko jih je v čakalni vrsti zdaj?
Pri ste že operirali, imate že za naprej? Zdaj smo v bistvu šele praktično začeli z iskanjem primernih bolnikov. Niso vsi primerni tisti, kateri imajo razširjeno aorto. Tudi če je za ta poseg, če je širša od 5,5 cm, je preširoka. Tam pa že nekako začnejo že kriteriji za zamenjavo aorte in pa neki poseg na zaklopki, bodi si popravo ali pa vstavitev umetne zaklopke. Zdaj, še druge bolezni so bistvene, kaj še imajo, tako da nimamo, zdaj imamo, koliko vem, 3 trenutno bolnike, ki jih bomo v kratkem nove 3 operirali in pa bi tako jih v takih paketih. Ja, zdaj bolniki s to patologijo na leto pri nas v Ljubljani jih je okrog 30-40 recimo, ne, da imajo razširjeno, ampak ne paše vsi v spektr za ta poseg, ampak jih je pa nekako toliko, ne, pa pa še Maribor, pa še kje drugi. Seveda, v začetku jih bo več, ker niso bili operirani, ampak koliko je za pričakovati, jaz mislim, tako glede na izkušnje drugih, da bi recimo nekako mogoče 20 takih, 30-20 posegov na leto takih bodočnost, takrat, ko se bo ta kumulativna, ta masa izoperirala, ne, pol, ko bo sami tisti, ki prihaja. Mislim, tukaj je mogoče samo ena stvar, bilo je poudarjeno, ta 55 mm ali pa 50, ki so primerni ali pa celo manjši glede na patologijo. Sicer je neka meja, do kdaj pa res moramo, je pa 55, ne, do zdaj. Skratka, to nekoliko tudi spreminja v resnici na koncu čakalne vrste. Tako da pravi odgovor, da mogoče ne vemo točno, koliko jih je. Ne morate pa delati nobenih primerjav praktično, kaj se zgodi. Veste, da zdaj rečete, koliko je metoda učinkovitosti, vi ne veste, ali bo vsak bolnik, ki ima razširjeno aorto, ali se bo pri vsakemu razslojila enkrat in recimo počela. Tega ne veste. In ne morete seveda, kakšna je bila to metoda, s tem posegom ste to možnost izničili, da v tem delu, kjer je zamenjena, se ne more nič razslojiti. Sicer pa velja to, da če ne operiramo zelo razširjene aorte, da je 5-letno preživetje okrog 20%. Skratka, to je v rangu zelo resnih karcinomov in podobno. Je pa poleg tega posega še to, kar ste dr. Kneževič omenil, to menjavo. Ja, tam je tistem posegu, mi moramo srce ustaviti, gremo na izventelesni obtok, ustavimo, zamenjamo ti oboleli del aorte z umetno žilno protezo, v katerem je bodisi umetna zaklopka ali pa uno zaklopko popravimo. To je neprimerljivo večji poseg, seveda, polje, tista umetna žilna proteza ima določena tveganja, da bi se razvilo vnetje, kadarkoli, oziroma v zgodnjem pooperativnem poteku, pol zaklopka, umetna zaklopka sabo prinaša jemanje terapije proti starevanju, ker bi biološka zaklopka s časoma degenerira. Tako je v bistvu, bi rekli, da nekako ta preventivna, to je neka preventivna kirurgija, da ne bi prišlo do tistega. Še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, potem se vam najlepše zahvaljujem vsem govorcem. Najlepša hvala in srečno. Hvala lepa.